Kaj imajo skupnega ples, družina in življenjsko ravnovesje? V prihajajoči oddaji Moja družina gostimo gosta Simona Cerjak, plesalca, trenerja in mentorja, ki že vrsto let skozi gib povezuje ljudi, generacije in vrednote. Z njim bomo govorili o tem, kako ples vpliva na otroke in starše, zakaj gibanje ni le rekreacija, ampak način življenja in kako lahko skupni ritmi krepijo odnose v družini. Oddaja, ki bo ganila, navdihnila in vas morda celo spravila na plesišče. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moja družina. Danes je naš gost Simon Cerjak, izjemni plesalec, plesni trener in mentor iz Novega mesta. Simon je svojo plesno pot začel že pri 7 letih in si z leti ustvaril bogato kariero. Najprej v latinskoameriških in standardnih plesih, kjer je dosegel vrhunske rezultate z več zmagami na tekmovanjih. Kasneje pa je svoje znanje razširil tudi v svet hip-hopa in sodobnega plesa. Simon, pozdravljen, dobrodošel v oddaji Moja družina. Pozdravljeni. Kot dolgoletni trener v plesnem studiu v Novem mestu, Simon poučuje ples v različnih krajih po Dolenjskem in tudi v Ljubljani in je soustvarjal vrhunske plesne formacije in s svojim pristopom ples približal mnogim otrokom in mladim. Ples mu pomeni svobodo, izražanje in življenjsko strast, kar pa vzame za geslom: ples je ogledalo duše človeka. Danes bomo s Simonom spregovorili o tem, kaj ples pomeni v življenju posameznika in družine, kako lahko rituali gibanja vplivajo na odnose in kako ples prepleta naš vsakdan. Od otrok, ki se učijo svojih prvih korakov, do odraslih, ki skozi gib najdejo novo energijo in veselje. Pridružite se nam, saj bomo raziskali, kako lahko gibanje in glasba povezujeta generacije in bogatita družinsko življenje. Simon, s prvim vprašanjem začnem ponavadi, iz kakšne družine pravzaprav izhajaš? Tako, moja družina je zelo marljiva, delamo za svoj uspeh, da kje dosežemo, je treba pač delati. Vsekakor spoštovanje. Že tako med sabo smo se zelo spoštovali, tako da to pač tudi izraža pol, da naprej spoštujemo ljudi, ki se trudijo, ki cenijo, kaj počneš v življenju, tako da predvsem to. Imaš še kakšnega brata, sestro? Imam sestro, sestro Sanjo, je tudi pevka, zdaj ne več tako aktivno, je pa tudi včasih plesala, tako da je bila ona tista, ki me je navdušila, ja, za hip-hopom sicer. Tako da ja, evo, lej, to smo prišli do tega. Torej, iz družine, katere vrednote oziroma spoznanja si prejel kot popotnica v življenje strani staršev oziroma poj sester, tudi? Tako. Da bi izpostavil. Ja, pač kot brat, ko sem pač spremljal svojo sestro, sem pač opazoval, da je pač za nek rezultat, ko je tudi bila tekmovalka, da pač je hodila redno na treninge, da je bila neka disciplina in za uspeh je pač mogla redno hoditi na treninge in ko pač kot brat to opazuješ, spremljaš, kako starši recimo peljejo svojega otroka na treninge, se s tem že nekaj naučiš, da pač je dejansko treba biti nekako povezani in pač spodbujati, podpirati, se pravi svoje otroke, da redno hodi in tako prideš do uspeha. Torej vztrajnost in disciplina. Tako. A ste bili tak živahen otrok ali bolj miren? Glede na, ja, pravijo, da sem bil do 1. do 5. leta kar precej živahen, ja. Jaz sicer se tukaj ne spomnim, ampak pravijo, da ja, kar precej, ja. Kako so te umirili poj? Po mojem ravno s plesom.
Ja, okay. Ja, ker pri plesu je res vse take plesne učitelje sem imel, ko so me očitno nekako umirili. No. Tako da. A ste se v družini pogovarjali o denarju? Ali je bilo to bolj kot ne tabu? Zelo malo, ja. Sploh ne, ali na kakšen način, ali bolj to... Mogoče se pravi, ti stroški, ko so bili prisotni, ne, se pravi, ko so starši plačevali treninge, pa to niso toliko obremenjevali, se pravi, me niso obremenjevali s tem, ko pač to načeloma res ni del otroka, ne, da bi se s financami ukvarjal, so pač to nekako zase obdržali te zadeve, tako da... A so vas učili, bom rekel, te gospodinjske logike, ne, več zasluži, kot porabiš, da je določen denarna stran za slabe čase, tako kaj v tem kontekstu? V tem smislu pa tudi ne, nismo. Se pravi, bilo je sicer tako, da smo nekako bolj cenili to, da smo bili nekako skupaj, pa da nisi rabil, ne vem, veliko zapravljati, da smo kam šli, ampak je mogoče to, da smo bili skupaj kot družina doma, mogoče bolj pomembno. Se pravi, v tem bolj smislu, no. Ker zagotovo, da če se hočeš nekaj več privoščiti, pač rabiš denar za to, ne. Absolutno. Tako da se mi zdi, da nismo toliko bili zapravljivi, no, nismo toliko zapravljali, ampak smo več časa skupaj preživljali, no. V naravi. Kakšen pomen za vaše starše pa je imela formalna izobrazba? Izobrazba je bila pri nas zelo pomembna, ker za izobrazbo si pametnejši, več stvari veš, znaš. Tako da absolutno izobrazba zelo pomembna v našem družbi. Kaj pa je to, bom rekel, neformalna pa formalna izobrazba, ker se pravi zdaj biti učitelj plesa, da to ne obstaja srednja šola pa fakulteta, ne? Se pravi, to je bolj, bom rekel... Obstaja. A res? Obstaja, ja, imam tudi akademijo za ples. Tako da to obstaja tudi, če recimo Plesna zveza Slovenije tudi organizira izobraževanje, ker plesni učitelji dobimo to licenco za plesnega pedagoga, tako da to... A pa je to prav formalni 4-letni program? Sicer krajši program, enoletni program, ampak ja, je treba imeti to. Ja, ne moreš poučevati, če nimaš izobrazbe. Super. Se pravi, ta pomembnost formalne pa neformalne izobrazbe. So dali kakšen poudarek ali pa kako... Ja, zagotovo, mislim, če hočeš ti poučevati otroke, ne, se pravi, če se za to pot odločiš, so pač me spodbujali, da pač hodim na neka izobraževanja, da spoznam kakšne druge učitelje, kjer so me pač naučili več korakov, gibov, da si pa lahko ti naprej ustvaril. Tako da zagotovo. Se pravi, sestra te navdušila za ples. Kako pa je pol potekala kariera do začetka, v bistvu, ko se je prelevila v poslovno pot? Okej. Se pravi, začel sem z latinskoameriški plesi, pol v času srednje šole. To je bilo, se pravi, že v otroštvu, ne? Tako. Pol me je sestra Sanja navdušila za hip-hop. Se pravi, ko sem šel v srednjo šolo, sem začel s hip-hopom. Pol pa kasneje so me iz Dolenjskih Toplic poklicali, če bi poučeval country line dance. Kako? Country line dance, kavbojske plese. Tako da to mi je super zame, ker to izhaja nekako iz latinskoameriških plesov. Tako da to neko predznanje sem imel, tako da mi je bilo ta country line dance super zadeva. Pol pa je prišel čas, da nekaj naredim zase, da nekaj iz svojega ustvarim, ker vsak plesni učitelj skozi leta vidi neko svojo vizijo, kaj bi rad poučeval, kaj bi rad delal, in potem sem se odločil, da odprem svoj plesni klub Nomis. In evo, smo tukaj zdaj. Se pravi, to prve prostore ste imeli v Novem mestu in so še? Tako v Novem mestu imam ta svoj prostor oziroma imam v najemu,
Tako da ja, tam poučujemo se od otrok, se pravi od 1. razreda do 9. pol srednje šolce. Imam country line dance in dance with vadbo za ženske. Aha, sam ali imate še Vse koga v vse ekipi? sam vodim. Aha, okay. Tako. Se pravi, če bi kdo želel imeti individualno vadbo, je tudi možno? Zaenkrat ne, imam bolj v kot skupina. Tako. Okay. A je bil kdo v vaši družini oziroma okolici, ki je imel velik vpliv na odločitev za to poslovno pot? Odločitev sicer za poslovno pot je bila že nekako v meni, se pravi, ampak sem rabil čas. Se pravi, dovolj znanja, dovolj poguma in zagotovo pa, ko sem pač prišel do tega, da naredim nekaj svojega, sem vprašal bližnje, kaj se jim zdi, kakšno vizijo imam. So rekli, Simon, ti sam pet na svoje, naredi to, kar si želiš in uspel ti bo, tako da je uspel. No. Super. Glede na to, da čas kar lepo teče, predlagam, da greva na eno kratko pavzo. Velja. Drage gledalke, dragi gledalci, kmalu se vrnemo nazaj z našim posebnim gostom. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebni gost, Simon Cerjak, plesni učitelj iz Novega mesta. Simon, prej bi še vprašal, a je ples potem zdaj za vas še zmeraj hobi, ali je to poklic, ali je to obveznost, kako gledate na to? Ja, ko sem bil še otrok, zagotovo je bil kot hobi, užitek, kot neka sprostitev. Seveda sem to tudi zdaj, ko sem že malo bolj starejši, mi to vseeno še vedno predstavljal kot užitek. Se pravi, je to pač moj poklic, ampak v delu uživate, v delu uživam, točno tako. To se mi zdi, da je zelo pomembno, ker če uživaš v svojem poklicu, si zmagal v življenju, se mi zdi. Kako pa rekli, s čim pa se rečemo tvoj plesni klub razlikuje od drugih? Moj klub se pri otrocih, predvsem to, da ko se udeležujemo tekmovanj, da ni ta groba tekmovalnost. Se pravi, da najprej je treba otroke naučiti, da pleše zase, srcem. Ampak tukaj je predvsem pomembno, da je plesni pedagog tisti, ki zna to otroka naučiti. Da otrok ne razmišlja samo o rezultatih. Tukaj predvsem tudi so pomembni starši, da je treba otroke najprej vzgajati, jim tudi povedati, kaj sploh ples pomeni. Se pravi, smo tudi tukaj plesni učitelji, ki to potrdimo, ki pomagamo otrokom, da počasi rastejo in pridejo do vrha, tako kot je treba, da postanejo uspešni in da pol tudi pred 30, 40 ustvarjajo, ker danes je največji problem, da otroci hitro uspejo in pol tudi hitro končajo svojo kariero že pri 18, 20, kar je pa zelo žalostno. Se pravi, da v svojem klubu ravno to delam, da jih učim počasi in bom najbolj ponosen, da bom videl, da je moj učenec še vedno pri 30, 40 letih ustvarja, ker pol veš, da si naredil prav. Spravi, da je discipliniran in vztraja, ne? Tako, predvsem vztrajnost, tako. Katere ključne izkušnje v karieri pa so te najbolj oblikovale? Zelo mi je pomagalo, pri plesalcih je zelo pomembno, da so nastopi, sploh pri otrocih, ker jaz se spomnim, kot otrok sem bil ful nesamozavesten in mi je ples ful zelo pomagal, da sem pridobil na samozavesti. Res, to je bilo pri meni nekaj najpomembnejšega. Zelo mi je pomagalo tudi v šoli, ko so imeli kakšne predstavitve. Mi je bilo takoj lažje pred sošolci predstaviti nek projekt,
Medtem, ko sem spremljal druge sošolce, so recimo gledali v tla, v zrak, jaz sem pa bil sproščen, gledal sem v sošolce, v učitele in ples res pomaga pri tem. To se mi zdi zelo dobro izhodišče. Ja. Se pravi, katere lastnosti pridobiš, če treniraš ples? Ne? Se pravi, definitivno samozavest. Tako z nastopi. Z nastopi. Tako. Kaj še? Disciplino, se pravi, da že to, da recimo ne zamujiš na treninge. Jaz sem imel navado, da sem vedno prišel 15 minut pred treningom. Nisem nikoli razumel, ko se eni recimo zamudili, pa sem imel, ne vem, 1000 izgovorov. Ja, je bil gužva. Ja, moraš pač pol ure prej Ustati. Ja. Tako da pri teh stvareh sem bil jaz kar prideno. Tudi predvidevam gibčnost, telesno kondicijo, ne? Ja, to je sicer malo tudi prirojen, ne, se mi zdi ta gibčnost. Seveda pa, če si aktiven kot otrok, da greš v naravo, da tečeš, plezeš na drevo, da to se pripomore k temu, da si gibčen, ne. Danes je to precej na slabšem stanju, ja. Se opaziti tudi v plesni šoli? Ja, vse. Okay. Kakšni pa, ali pa če je bil kakšen izziv, s katerim si se soočil ali pa soočal na svoji poti in kako si ga premagal? V plesu ali tako? V podjetniškem, bom rekel, v podjetništvu. Okay. Ali pa v plesu, ne? Ja. Zdaj, zaenkrat nisem imel nobenih težav. Tako da sem se odločil za svoj plesni klub. Se pravi, malo sem se pozanimal, kako to vse poteka, kakšno dokumentacijo potrebuješ za te stvari. Tako da načeloma nisem imel nobenih težav. No. Kaj pa v času korone? Ste pa čez Zoom plesali? Res je. V času covida smo se nekako znašli in smo izvajali plesne prek Zooma. Okay. Tako da je bila kar sicer velika udeležba, kar me je presenetilo. Ja. So imeli kamere prižgane? Ja, tako, smo kar zahtevali to, da jih vidimo. Ja. Tako da to je bilo super. Zoom je bila ena super zadeva, no, da je to stvar nekako bilo. Da je funkcioniralo. Tako. Okay. Katere dosežke v karieri pa si šteješ za najpomembnejše? Je kar precej. Mogoče, ko sem začel z latinskoameriški plesi, sva hitro soplesalko recimo kar hitro prišla visoko. Vem, da je bila prva tekma tako, da sem sploh videl, kako to poteka. Na primer, sva bila predzadnja, pol naslednja tekma sva bila že tretja in to je bilo zame pač takrat nekaj tako, ja, presenetljivega. V hip-hopu je bil moj trener Žiga Sotlar. Z njim smo takoj prvo leto, ko je imel on naš čez, smo bili državni, evropski in svetovni prvaki v veliki formaciji. Tako da to je bilo tudi zame takrat največji uspeh v hip-hopu. Tako da so lepi časi bili. Zdaj pa zagotovo največji uspeh je pa zagotovo moja plesna šola. No. To je pa. Pol se precej po svetu si potoval po tekmovanjih ali je bila to bolj Slovenija? Tako, imeli smo evropska in svetovna prvenstva enkrat letno, tako da smo šli po vseh teh evropskih državah. No. Ali je bila Poljska, Nemčija, Danska. Tako da to je ena tudi super zadeva. No. Tako s svojimi soplesalci potujemo in je tako ena lepa izkušnja. No. Pri hip-hopu so skupine mešane ali so samo fantje, samo punce? Pri formaciji smo mešani. Prav so punce in fantje. Tako je. Imaš pa različne discipline, kot so pari. Pri parih hip-hop so lahko fant punca, lahko sta dva fanta pa dve punci. Tako da imaš. A bi rekel, da je Slovenija plesna dežela? Slovenija je
plesna dežela. Zagotovo. Zagotovo. Ja. Smo res vrhunski plesalci. Če že samo gledaš zgodovino plesa, imamo res vrhunske plesalce. No. Tako da. A bom rekel, v smislu za ritem podeduješ ali ga pridobiš za ples? Ga zagotovo podeduješ, se sicer tudi malo pridobiš, ampak če nimaš ritma tako 100%, ne dobiš nikoli. Aha, Če ga nimaš, okej. ne moreš. Če je, če pa ni, pa ni. Tako. Okej. Super. Voilà, glede na to, da čas gre, predlagam, da greva še na eno kratko pavzo in se pol v tretjem delu vrneva nazaj. Zmenjeno. Drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni na kratko pavzo, odmor in kmalu se vrnemo za našim gostom. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami gost Simon Cerjak, Tako je. plesni učitelj. Simon, ja, ugotovila sva, da pač pri ritmu, ne, če ga imaš, če ga nimaš. Ne? Tako je. Ampak kakorkoli je pomembno, da vse stvari, ki jih delamo z veseljem. Ne? Da Tako je. nam to ni obremenitev, ampak strast. Res je. In zanima me, kako pomembna, se pravi, je za tebe podpora družine. Ne? Se pravi, v mlajših letih svojih staršev, sestre, zdaj predvidevam tvoje družine. Tako je. Kako to Tako je. izgleda? Kako je izgledalo, pa kako to izgleda? Ja, se pravi, moja družina, se pravi, mama, oče, sestra so me 100% podpirali, tako da se mi zdi, da če res nekaj delaš z neko veliko željo, to strast, ki daješ, se mi zdi, da pol, ko imaš svojo družino, da to, se pravi, moja partnerka in sin to začuta in me pustite, ko recimo ustvarjam v dnevni sobi, se pravi, koreografije, me gledate, me spremljate, smo vsi nekako nasmejani, pol še sin začne zraven plesati, moja partnerka pol še zraven kakšen gib pokaže, ker je tudi plesalka, tako da pol vsi plešemo. No. Koliko je star sin? Sin je star 3 leta. Aha, okej. Tako. In bo tudi plesalec? Ne vemo še. Zdaj zaenkrat je tako, da me spremlja, da me gleda, pol sicer začne tudi on plesati zraven mene, tako da, pustimo. Se pravi, si omenil, ko bom rekel, delam koreografijo doma. Se pravi, plesni učitelj ni samo učitelj, ki uči vnaprej poznane korake, pa pač te osnovne figure, ampak tudi v bistvu sam naredi neko koreografijo. Ne? Tako. Predvidevam pa, če je to neka ekipa, ki hodi na tekmovanje, pa treba vedno nekaj novega pogruntati. Ne? Res je, preden pridem recimo na trening, ne, je zelo pomembno, da je plesni učitelj pripravljen, da ima že koreografijo sestavljeno, ker je zelo neprimerno, da pride plesni učitelj brez koreografije ali pa da tam ti takrat, se pravi, sestavlja koreografijo pred svojimi učenci, to ne gre. Tako da tukaj morajo otroci vedeti, kdo je dober plesni pedagog, se pravi, da prideš pripravljen, se pravi, to je spet ta disciplina, ko so se prej pogovarjali, da je plesni učitelj pripravljen. Zdaj pa glede tekmovanja pa tako, da vsako leto je dobro, da je nova koreografija, ker načeloma se tudi otroci pol naveličajo, če bi mi 3 leta eno in isto koreografijo plesali, pa tudi oni plesalci napredujejo, če je nova koreografija, novi koraki, se pravi, čim več korakov, ki jih spoznajo, boljši so. Ampak neko novo koreografijo si pripraviš, ali imaš kaj napisan ali si jo zapomniš? Ker to ni tako simpel, ne? Ja, jaz najprej glasbo. Najprej glasbo poiščem in tista glasba, ki mi je pesem navduši,
pol tisto rečem, sestavljam, malo freestylam doma, pa postanejo, pač pol nastanejo gibi in koraki. Prvo s partnerko, pa še z otrokom. Tako, ja, tako. Verjamem, da je dosti smeha na začetku. Ja, zagotovo, ja. Okay. Koliko so pa velike, se pravi, skupine v plesnem studiu? Zdaj takole, neka mladinska formacija je tako max 24. To recimo so to tak pravilnik teh tekmovanj, se pravi, da... Ali manj potem, ne? Tako, ali manj, tako. Tako da s 24 mladinci, se pravi, sestaviš koreografijo, narediš neke menjave v koreografiji, da je malo bolj pestro, da je bolj zanimivo. Tako da sicer otrokom je to kar malo bolj naporno, ker se morajo vse te menjave nekako zapomniti, ne. Meni je pa to izziv, tako. A bi rekel, da si strog plesni učitelj? Kar se tiče, se pravi, da se ne zamuja, da se med samo vadbo ne klepeta. Da nimajo telefonov pri sebi? Ne, ne. To pa res imajo v garderobi, ampak med samim treningom pa ni. Absolutno ne. Okay. Kaj pa te trenutno najbolj motivira, se pravi, in kakšni so tvoji cilji za prihodnost v plesnem studiu? Kako vidiš, ne vem, kje je studio čez 5 let? Zagotovo gre v to smer, da bomo mogoče se bolj usmeril ples za odrasle. Se pravi, ta dance fit vadba je ena taka super zadeva, ker diskotek ni danes več, ne, na razpolago, da bi lahko šli nekam plesati. In je ta dance fit vadba ena super zadeva, ki sem jo pred 3 leti ustvaril, da pridejo ženske dejansko na to vadbo in plešemo na ta 70, 80, 90 in ženske enostavno uživajo. Res po končani vadbi so pač nasmejane in rečejo: Simon, to je nekaj najboljšega. To smo mi iskale, smo hodili na razne te vadbe, latino, solo, zumbo, na vse te stvari, ampak to so one rabile, da se pleše, da je nekaj lahkotno. Pa da je ta prava muzika, ne? Tako, da je muzika taka, ko smo jo včasih poslušali, ko smo hodili v diskoteke. Tako da je ta projekt Dance Fit vadbe, se mi zdi... Dance Fit? Dance Fit vadba. Okay. Se pravi, plešemo in fit je pa zato, ker pač po eni uri, ko plešemo, smo dejansko prešvicani in je tak občutek, da si res nekaj naredil za svoje telo, no. Kakšen je pa sorazmerje pol v bistvu moški, ženske pri taki dance fit vadbi? Zdaj enkrat bolj usmerjam za ženske, so pa sicer tudi že moški klicali, da bi prišli na to vadbo, ampak zaenkrat ni moških, tako da so bolj ženske, tako da če bi kakšen moški rad prišel, so vabljeni, ampak je sicer pri teh stvarih še vedno ta stereotip, da pač moški ne plešemo, ampak to bo še, bomo rabili še čas, no, za to, da se bo ta miselnost spremenila, ampak ja. A bi mogoče ali v privat življenju ali v poslovnem svetu izpostavil kakšno osebo, ki ti je bila navdih? Vzor, ne vem. Tako, ko sem začel svojo kariero plesno, se pravi, ko sem začel z latinsko-ameriškimi plesi, me je plesalec Andrej Škufce. On me je navdušil. Jaz sem ga gledal po televiziji, moja mama pravi, da sem imel take oči. Tako da on me je za latinsko-ameriške plese zelo navdušil. Pol, ko sem šel pa v hip-hop, me je Anže Škrube navdušil, tako sem ga redno spremljal. Evo, zdaj pa, ko sem na svoji poti, sem pa nekako si sam ustvaril nekako sebe, kaj bi rad počel. Se pravi, so veliko znanja sem pridobil in ustvaril neko svojo zgodbo in poslovno pot.
Super, mogoče za zaključek, a bi želel kaj sporočiti gledalcem in gledalkam, ki morda se še odločajo, a bi začeli na novo plesati ali še niso ali pa se bojijo, kako se tega lotiti? Tako, zdaj ta dance fit vadba je ena taka zelo luštna zadeva, ker ko me pokličejo, rečejo, a moramo mi to znati plesati, a ne. Pa jaz zdaj nekega plesnega predznanja ne rabite, ker pač gibi, koraki so res tako na osnovi, a ne. In pridite, poglejte in zagotovo vam bo ta dance fit vadba vrhunska in res, kar se zdaj zgodilo, da čisto vsaka ženska, ki je prišla, je ostala. Super. Tako da je to ena super priložnost, da če imate rade ples, pridite na dance fit vadbo, ker boste na koncu zagotovo navdušeni. Super. Simon, hvala lepa. Hvala za povabilo. Verjamem, da ste, drage gledalke, predvsem gledalke, ne, in gledalci spoznali veliko zanimivih stvari, ki nam jih je Simon predstavil, predvsem glede plesa, plesnih šol in pa da pač uživamo v tem, kar počnemo. In to je tudi namen naše oddaje, Moja družina, v kateri spoznavamo uspešne ljudi, ki pokažejo, kakšne vrednote so pripeljali svoje družine, kakšne so njihove strasti v življenju in da vas morda na ta način nekako navdihnejo tudi vas. To je bilo vse za danes in vabljeni k ogledu nove oddaje Moja družina.